Omenili ste, da nas mora biti v prihodnosti nekoliko strah. Kako zelo strah nas mora biti? Ja, verjetno je to pri vsakem malo drugače. Nekdo je bolj optimističen, nekdo je bolj pesimističen in stvar je tudi od tega, kako intenzivno spremljaš to zadevo v različnih medijih, ampak dejstvo je danes eno, da kamorkoli pogledate v televiziji, na radiju, v ostalih pismenih medijih praktično vedno znova vsak dan lahko beremo razne, bi rekel, vprašanja, razne, bi rekel, slabe novice, nažalost zelo malo dobrih novic, ker povečuje praktično negotovost in povečuje strah. Ja? In v primerih, ko so ljudje, bi rekel, prestrašeni, ko ne vejo, kaj prinaša prihodnost, ja? Vsak začne razmišljati tisti, ki ima svoje premoženje, kaj s tem premoženjem narediti. In zelo dobro je en del svojega premoženja praktično dati v naložbe, kjer se lahko zaščiti svoje premoženje. In trenutno so trendi na trgi taki, da so najboljše perspektive pri plemenitih kovinah, ja, zlato, srebro. Seveda so zanimive tudi strateške kovine, ampak to je bolj za specialiste. Za vlaganje v fizične plemenite kovine mi priporočamo praktično predvsem srebro in to brez DDV-ja, ja, za večje zneske, oziroma tisti, ki praktično imajo manjše zneske, recimo 100 evrov na mesec na razpolago, lahko tudi preko posebnega produkta Fond police, ki smo ga mi koncipirali, vlaga v plemenite kovine in se s tem praktično gradi svoje premoženje. Sie setzen auf Edelmetalle. Nicht nur, ja. Also ich sage allen, wenn die Politik falsch handelt, ich habe ja gerade ein Krisenszenario beschrieben, wie schnell die Anleihenmärkte kollabieren könnten. Dann bräuchte man eben auch Cash, dann bräuchte man Geld. Das heißt, man darf jetzt nicht alles in das investieren, was ja mein Lieblingsmetall ist, nämlich Silber. Silber hingegen ist aber die beste Versicherung gegen hohe Inflation. Silber ist der beste Inflationstrade. Gibt es genügend Beweise, wenn wir in die Geschichte zurückschauen. Gerade in Inflation entwickelt es sich deutlich besser als Gold. Von daher ist für mich eine Mischung aus zum einen eben Silber als Absicherung gegen hohe Inflation und zum anderen eben Cashbestände für mich die beste Versicherung gegen alle Unbilden, gegen alle Krisenszenarien, die hier auf uns lauern. Für mich ist nämlich eines sicher: angesichts der gigantischen Überschuldung der westlichen Hemisphäre, angesichts der großen Ungleichgewichte in unserem Weltfinanzsystem, was Sie alleine daran ablesen können, dass die Weltwährungsreserven Mitte der 90er Jahre gerade mal 1.500 Milliarden Dollar betrugen. Das waren damals weniger als 5% der Weltwirtschaftsleistung. Und wir heute eben sprechen über mehr als 10.000 Milliarden Dollar, fast 16% der Weltwirtschaftsleistung. Diese Ungleichgewichte und diese enorme Überschuldung, gerade in der westlichen Hemisphäre, wird ihren Preis haben in einer Zerrüttung des Geldsystems. Und ob wir über Pleiten, über Konkurse, über Deflation die Schulden aus der Welt schaffen oder über Inflation, das entscheiden vor allem die Politiker und vor allem die Zentralbanker. Letztlich müssen sie sich aber auf ein Extremszenario vorbereiten und sowohl Cash zu haben, als auch auf der anderen Seite Edelmetalle, insbesondere eben Silber, zur Absicherung gegen hohe Inflation. Das ist eine Strategie, die sie in allen denkbaren Szenarien ruhig schlafen lässt, und ich glaube, darauf kommt es an, wir wollen ja alle ruhig schlafen. Evropi se ne piše najbolje. Kako ocenjujete trenutno stanje na gospodarskih trgih? Kriza evroobmočja je dejansko v zadnjih 2 mesecih vstopila v eno novo fazo. Gre preprosto za to, da se je ta kriza preselila iz teh izključno perifernih držav v nekatere države, v nekatere osrednje države, Italija, vemo, Španija, da je bilo v bistvu, smo imeli v avgustu nujnost intervencije Evropske centralne banke. Skratka, gre za to, da je kriza postala, da rečem tako, globja in da tudi inštrumenti, s katerimi smo računali, da bojo dovolj, da rečem tako, robustni za rešitev te krize, so se zdaj v tej situaciji po mojem mnenju pokazali kot ne dovolj veliki. Mi neko indikacijo tega smo dobili tudi skozi ta dogovor Merklove in Sarkozyja, da bosta, predlagala neko kompleksno novo strukturo za upravljanje z evrom. Jaz mislim, da to je dejansko potrebno. Nisem pa prepričan, da bomo res do
tega prišli, tako kot je predvideno 23. septembra. Ne, preprosto smo jaz bi tako rekel, na neki prelomnici, kjer bomo ali res šli v tesnejše fiskalno sodelovanje, bodi si, da je to v obliki bistvenega povečanja tega začasnega sklada ali v obliki evroobveznic, morda tudi v kombinaciji enega in drugega. Če tega ne bomo storili, potem smo se dejansko, če tega ne bomo storili ali pa ne bo pač politične apetita, da to sprejmemo, smo se dejansko že odločili potem za drugo varianto, ki pa jasno pelje v neko smer, ki na dolgi rok ne pomeni nekega stabilnega evra, ni pa jasno možno tudi izključiti, da bi prišlo do bodisi odhoda kakšnih držav iz te skupine, da ne govorim o eventualnem bolj nekontroliranem razpadu. Torej, kar ste že omenili, odhod iz skupine Grčije, mimo nje tukaj ne moremo, hitrih rešitev ni? Ne, jaz mislim, da hitrih rešitev ni, čeprav odločitve v tem, v katero smer bo stvar morala iti, pa bo morala biti relativno hitro sprejeta, ker če ne jo bojo trgi sami sprejeli. Jaz mislim, da nimamo več zdaj tega luksuza, bi rekel, prelaganja stvari, ki smo ga imeli tole leto pa pol. Neodločitev bo zdaj dejansko pomenila dejansko že odločitev za neko stvar, ki mogoče ne bo dobra. Letošnji kongres plemenitih kovin je že 5. po vrsti. Kako naprej? Ja, mi smo zelo veseli, da smo praktično izdali 3 knjige v slovenskem jeziku, vezano za vlaganje v plemenite kovine, da smo prvi v Sloveniji štartali za kongresom plemenitih kovin, da imamo zdaj že 5. Mi smo absolutno na poti, tudi v vsako leto naprej bomo delali, dokler bojo te praktično naložbene možnosti zanimive za trg, bomo nudili ljudem informacije, koristne informacije, tako da bojo vedeli od profesionalnih predavateljev iz celega sveta, zakaj se splača vlagati v plemenite kovine, ampak mislim, da bo prišel tudi čas strateških kovin, ki so pa izredno zanimiva za kompletno proizvodnjo na celem svetu. Kako dovzetni pa smo Slovenci za te nove vrste naložb, glede na to, da splošno velja, da smo veliki tradicionalisti? Slovenci smo zelo dovzetni za te vrste naložb zaradi tega, ker imamo zelo zanimive informacije. Logično je, da ne moreš biti dovzeten za nekaj, ker nimaš informacij. Vsak, ki nekaj kupuje, ne glede, da so to plemenite kovine ali pohištvo ali avto ali karkoli v življenju, se vedno vpraša, zakaj pa bi jaz to kupil, kakšne koristi in prednosti pa jaz imam. Drugo vprašanje je, zakaj bi to kupil pri nekomu, ki mi to ponuja. In pa tretje vprašanje, ki se ga vsak postavlja, je, zakaj prav sedaj, zakaj ne počakati, mogoče bojo cene še padle, pa bo mogoče potem takrat idealno. In tisti, ki lovijo praktično idealne cene, se največkrat, to je znanstveno dokazano, opečejo in potem jim je žal, zakaj niso to že prej kupili.